Kulturna panorama. V Narodni galeriji v Ljubljani so odprli obsežno razstavo Tone Kralj, vizionarski mistik. V galeriji Božidar Jakac poteka pregledna razstava skoraj 20-letnega delovanja fotografa in umetnika Jake Babnika z naslovom Vprašanje pogleda. V začetku tedna je na Bledu potekalo 58. mednarodno srečanje PEN. S podelitvijo 7 festivalskih nagrad in 2 stanovskih nagrad se je zaključil 56. teden slovenske drame. Prihodnji četrtek pa se začenjajo 31. slovenski dnevi knjige. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo 3. programa Ars. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo bo poskrbel Liam Samsa, skozi oddajo pa bom vodila Tesa Drev. V Narodni galeriji v Ljubljani so ta teden odprli razstavo del Toneta Kralja, enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih umetnikov z močnim socialnim čutom in etično držo. Na ogled je tudi nekaj njegovih manj znanih, a izjemnih stvaritev, ki dopolnjujejo vpogled v kraljev opus, povezan z ekspresionizmom in novo stvarnostjo. Razstava Tone Kralj, vizionarski mistik, s katero se poklanjajo 125-letnici rojstva in 50. obletnici umetnikove smrti, je nastala v sodelovanju z galerijo Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Več pa v prispevku Ize Pevec. Družbeno-kritični cerkveni slikar je tista za večino verjetno presenetljiva oznaka, s katero povezujemo Toneta Kralja, slovenskega umetnika, predstavnika ekspresionizma in nove stvarnosti. V svojem primorskem opusu je tako na primer sakralno motiviko povezal z narodnostnimi vidiki in obsodbo nacizma ter fašizma. A njegova etična drža je očitna že v zgodnejših delih, poudarja Goran Milovanovič, direktor galerije Božidar Jakac in avtor razstave. Jaz mislim, da pravzaprav gre na kritiko družbe nasploh. Seveda fašizem v nekem momentu bil prevladujoč moment, sploh v krajih, kjer se je Tone Kralj zadrževal, v slovenskem primorskem etičnem ozemlju, ki je trpel takrat seveda mnoge škode v tistem času, ampak te momente se pravzaprav da zaznati že na njegovih prvih zgodnjih delih, na prvih slikah, kjer mogoče po nekem zgledu avstrijskega slikarja Eger Linza poskuša narediti neko reminiscenco prve svetovne vojne, kjer ne heroizira, se ne postavlja na stran nikogar, ampak kaže samo v bistvu nesrečo človeštva kot takega, ruševine, smrt, ki je seveda prisotna. Enako potem v prvih grafikah, ki jih skupaj z Božidarjem Jakcem ustvarjata v Pragi prva leta, kjer se oba pravzaprav mojstrsko izpilita v tehniki lesoreza. Se oba močno naslonita na takrat sicer prevladujočo neko linijo, ki je prihajala iz severne Nemčije, iz Dresdna. Ket Kolvic je bila ena tistih najbolj prisotnih in kar nekaj lesorezov je narejenih, svetopisemski sejalec in tako naprej po tehnikih zgledih. Enako velja potem za vse ostale slike, tudi tiste, ki se jih je prepisovalo na nek način, da so izvedene v slogu secesije, je pri nekoliko globji analizi se mi zdi možno videti, da je pri Tonetu Kralju vedno v ospredju vseeno figura, ki se ne zlije z ozadjem in ornamenti, kot je običajno, vidimo pri Klimtu in podobnih, ampak je to nekako izvedeno bolj v kontekstu Ferdinanda Hodlerja in pa figur, ki so pomemben element pri Tonetu Kralju, vedno pravzaprav nosijo neko socialno zgodbo zadaj. Monumentalna, skoraj 3-metrska zadnja večerja z konca 20. let 20. stoletja ali pa nekoliko mlajša Saloma sta dva od vrhuncev Toneta Kralja, ki nas pozdravita ob vstopu na razstavo. Obe sta bili širši javnosti dolgo nedostopni in sta bili za to priložnost tudi konzervirani, restaurirani. Skratka, tukaj smo hoteli in smo se orientirali pravzaprav zgolj na fundu z galerije Božidar Jakac in pa Narodne galerije, in hoteli izpostaviti Toneta Kralja skozi to njegovo moralno-etično držo, kot nekega mističnega vizionarja, kot ga je Stele poimenoval, skratka kot nekoga, ki je sam utiral svoje
svoja pota kot nekoga, ki je bil univerzale. In pa seveda druga stvar je bila, da smo si dejali, da je v Ljubljani v Narodni galeriji priložnost, da se predstavi nekaj del, ki smo jih zdaj v naši galeriji kupili v zadnjih letih. Tu je recimo Saloma, ki smo jo odkupili iz Kranja pred kratkim, potem sta 2 portreta očeta in matere Avsenek in pa že omenjena Zadnja večerja, skulptura Slepca, skulptura Gubca, kar nekaj del je, ki smo jih zadnja leta pridobili v zbirko. Izjemno pomembna dela. Moram reči, da se pravzaprav niti ne spomnim slikarske razstave iz prve polovice 20. stoletja s tako velikimi formati, kot sta ta Zadnja večerja in pa Saloma, ki gresta čez 3 metre v višino. Razstava se časovno osredotoča na njegove začetke, obdobje formiranja in mednarodnega prepoznavanja. Na kralja je v prvih letih pomembno vplival njegov brat France, prav tako umetnik, ki je študiral na Dunaju in v Pragi in mlajšemu bratu tudi pošiljal literaturo. Po njegovem zgledu je v Prago odšel študirati tudi sam. Kot ključni prelom pa Milovanović omenja sodelovanja Toneta Kralja na Beneškem bienalu. Potem pa pride seveda ta Beneški bienale, ki pa prav gotovo je usodno vplival na njegovo avtorsko poetiko in ga izoblikoval v slikarja, katerega potem tudi poznamo skozi vsa ta 30 leta, vse te cerkvene poslikave. Skratka, v nekem duhu italijanskega Novecento Italijane, italijanskega realizma, italijanske nove stvarnosti. Namreč Tone Kralj je bil 3-krat udeleženec Beneškega bienala, leta 26, 28, 30, torej zaporedoma. 3-krat, potem leta 54 še 4. v jugoslovanskem paviljonu. Ampak te 3 so precej bolj pomembne, kajti ne gre za državno kulturno politiko, ki bi nekega umetnika kot svojega reprezentanta pošiljala, ampak je Tone Kralj šel čez komisijo, zelo strogo komisijo, ki je praktično za vsa ta bienala takrat odbrala zgolj nekih 17% vseh prijavljenih del. Na razstavo pa so umeščene tudi njegove zgodnje grafike in pa ilustracije. Prav gotovo daleč najbolj znan je Levstikov Martin Krpan. Šlo je za en moment, ko sta se pravzaprav oba brata Kralj, tukaj se France Kralj kot profesor keramike na srednji šoli Probuda še toliko bolj angažira, da generacije na nek način uči oziroma išče neko uporabno umetnost, ki bi na nek način bila naša, ki ne bi več nosila nekih momentov avstro-ogrske zgodovine v sebi, ampak bi govorila o našem prostoru tukaj. In Tone Kralj je to posvojil in že leta 23 svojim prijateljem v Brežicah poskušal ustanoviti tiskarno, ki bi tiskala umetnine, ki bi bile potem ljudem bolj dostopne, kar ponovi potem s temi velikimi litografijami leta 29-30. Se dogovori z mnogimi založbami, da so potem bodisi za svoje člane ali pa da so one po zelo simboličnih cenah odprodajale te litografije, nekje omeni, da mu je to zelo pomembno, kajti po domovih ljudi menda visi marsikaj in dobro je, če imajo možnost, da visijo kvalitetna dela. Razstavo so pospremili s katalogom, kot je zapisal Milovanović, pa gre tudi za simbolno dopolnitev umetnikove institucionalne poti in ponovno vrednotenje njegovega opusa v širšem slovenskem in evropskem kontekstu. V galeriji Božidar Jakac v Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki so sinoči odprli razstavo z naslovom Vprašanje pogleda.
predstavlja pregled delovanja fotografa in umetnika Jake Babnika, ki je v zadnjih 2 desetletjih ustvaril vrsto odmevnih umetniških projektov, tako v razstavni kot v knjižni obliki. V svoji umetniški praksi skozi podobe analizira najrazličnejše sodobne družbene fenomene. Njegov osrednji ustvarjalni postopek je opazovanje in beleženje sprememb v kulturni krajini svojega neposrednega okolja, ki so vselej pogojene s kompleksnimi zgodovinskimi, družbenimi in političnimi okoliščinami. Obseg pojavov, ki jih s svojimi deli tako ali drugače naslavlja, odraža Babnikovo poglobljeno zanimanje za obče stanje duha sodobne družbe. Ta se sooča s številnimi notranjimi paradoksi in nesorazmerji, je zapisal kustos razstave Miha Colner, ki ga je k predstavitvi razstave povabila Suzana Vahtarič. Razstava Vprašanje pogleda Jake Babnika v galeriji Božidar Jakac predstavlja delo fotografa in umetnika v zadnjih 20 letih. V predstavitvi umetnika pove kustos razstave Miha Colner. Ta pregledna razstava se je že odvijala na 2 lokacijah. Ena je bila v Banja Luki, ena je bila v Podgorici, ampak seveda vsak razstavni prostor je zelo drugačen. Zdaj v Kostanjevici na Krki je ta razstava sigurno največja, najbolj obsežna. Se bo pa razstava tudi nadaljevala. Verjetno v naslednjem letu je Osijek, pa mogoče potem še kakšna. Skratka, Jaka Babnik je nekako pokril to območje Zahodnega Balkana s to turnejo. Kar se tiče pa vsebine razstave, je pa preprost nekako to izvleček teh osrednjih zanimanj Jake Babnika kot fotografa. Jaz ga rad orišem kot fotografa, ki fotografijo dojema kot družboslovno kategorijo. On v bistvu izhaja vedno iz teme, ni tipični recimo dokumentarni fotograf, ki hodi okrog in fotografira, kar vidi, ampak ima vedno vnaprej neko idejno zasnovo. Skratka, zanima ga določena tema in potem on poskuša to na različne načine vizualizirati. In zato lahko to pregledno razstavo v 2 nadstropjih galerije Božidar Jakac tudi nekako razdelimo po sklopih vsebinskih. Razdeljena je na 10 ciklusov, teh osrednjih ciklusov. To niso vsi, ki so bili narejeni v tem času. Skratka, tudi ta prostor ni bil dovolj velik. Razdeljena je na več sklopov, ki grejo od v bistvu krajinske fotografije v širšem smislu, recimo fotografije, ki beleži neke prostore, simbolne prostore, kjer so se zgodili določeni pomembni zgodovinski dogodki. Naprimer? Ja, recimo v projektu Heroj mojega časa je recimo Jaka Babnik fotografiral prostore, kot je recimo Jurovski dol, kjer je bil umorjen Ivan Kramberger. Pa recimo drevo ob železniški postaji v Ljubljani, ki je nekako prisostvovalo pogrebu Josipa Broza Tita. Skratka, Košček Berlinskega zidu sem opazila? Košček Berlinskega zidu je del serije Pygmalion, ki se na podoben način ukvarja s simbolnimi objekti. Skratka, v tem smislu se Jaka Babnik bodisi poslužuje studijske fotografije, kjer fotografira objekte, ki imajo simbolni pomen, bodisi fotografira simbolne prostore, kjer so se določene stvari zgodile. Zelo pomembna linija pa je seveda fotografiranje kulturne krajine v nekem širšem smislu. V bistvu, da kljub temu, da imajo njegova različna dela, različne idejne zasnove, jim je skupno pogosto to, da beleži prostor, v katerem živimo. Kak ta prostor izgleda. Zdaj, zanimivo za Babnika je seveda tudi to, da on ne potuje pretirano veliko, da bi naredil fotografije. Skratka, njega zanima okolje, v katerem on živi. Ne gre samo za Slovenijo, gre recimo za nek širši prostor Srednje Evrope, mogoče Balkana, tukaj se največ giba. Prostor, ki ga v bistvu dobro pozna in v katerem živi in dela. To je središče njegovega zanimanja. V tem vrhnem razstavnem prostoru obiskovalce pozdravijo tudi ti veliki formati gibljivih fotografij z enim posebnim opozorilom, To je serija Gibljive slike, kjer je posnet tudi video. Ja, ta je mogoče najbolj karakteristična za oris naše kulturne krajine. V tem smislu se Babnik ukvarja z vizualno polucijo, z reklamami v javnem prostoru. Konkretno v seriji Gibljive slike se ukvarja z vozili v prometu,
ki so opremljena z fotografskimi podobami. Ne. Skratka, ta komercializacija javnega prostora ali pa našega zunanjega prostora v bistvu postaja velik problem in on ga poskuša naslavljati na način, ne, kjer je ironičen, kjer je kritičen, ne, kjer direktno pravzaprav pokaže na situacijo, kakšna je. Ne. Jaz mislim, da je to pravzaprav pisanje zgodovine v realnem času. Ne moramo zanikati, ne, naše okolje je tako, obremenjeno je z reklamami in mi smo obremenjeni z informacijami in mi smo obremenjeni s podobami, ne, do te mere, da jih mogoče včasih niti več ne vidimo. Torej, Kustos Miha Colner, po tem povedanem, po sklopih, verjamem, da pregledna razstava Jake Babnika prinaša še več sporočilnosti. Jaz mislim, da je vsebine ogromno. Določene fotografije so opremljene tudi z besedili, ki so integralni del projekta, ker so določene fotografije nemogoče za prepoznavati brez tega dodatnega teksta. Ne. Prej omenjeni Jurovski dol in Ivan Kramberger v seriji Heroj mojega časa je sigurno takšna. Pa Bager mogoče, srbski? Bager iz serije Pygmalion je sigurno tudi takšen. Ne. Bagerist in njegov bager, ki sta sodelovala v protestih 5. oktobra, ko je bil zrušen Slobodan Milošević, sta spet ena taka simbolna podoba, ne, ki napovedujejo boljšo prihodnost, ampak ne bi delovalo brez tega dodatnega besedila. Ne. Tako da veliko vprašanje se vedno postavlja tudi na sam medij fotografije. Kako mi razumemo fotografijo, kako se znajdemo, ne, v tej vizualni kulturi, kjer imamo ogromno podob in zelo malo znanja, da bi jih znali prepoznavati. Ne. Razstava Jake Babnika, vprašanje pogleda, bo v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kot še pove kustos razstave Miha Colner, na ogled do 30. avgusta. Ko se ruši svetovni red, se zdi, da so besede nemočne in da je meč močnejši od peresa. Če bi bilo resnično tako, avtoritarni režimi ne bi zapirali pisateljev in novinarjev, ki so običajno med prvimi na udaru. Na 58. mednarodnem srečanju pisateljev in pisateljic za mir, ki je potekalo na Bledu, v Sežani in v Ljubljani, so udeleženci poročali o razmerah iz najbolj konfliktnih območij po svetu. V središču zasedanja pa je bilo vprašanje rušenja svetovnega reda. Aleksandar Čobec je ob sklepu srečanja k pogovoru povabil predsednico Slovenskega centra PEN in podpredsednico upravnega odbora Mednarodnega PEN Tanjo Tuma. Mednarodnega srečanja pisateljev in pisateljic za mir se je udeležilo okrog 100 pisateljic in pisateljev, nekateri po spletu, med njimi so tudi takšni, katerih identitete ne smete razkriti, ker bi bili v nevarnosti, prihajajo iz najbolj konfliktnih območij, kot so Belorusija, Sudan, Ukrajina, Iran, Venezuela, Gruzija, Gaza. Kaj so vam povedali, o čem so poročali? O Gruziji sta poročala 2 delegata, seveda tam je položaj po zmagi na volitvah tega gruzijskih sanj, te nove stranke, ki je praktično podaljšek politike Moskve in Vladimirja Putina, da je situacija nevzdržna, da nimajo praktično nobenega upanja za demokracijo. Seveda se je režim nemudoma spravil nad umetnike, nad pisatelje, prepovedano je vsako financiranje iz tujine. In če se to ugotovi, grejo lahko odgovorni in tudi člani dobesedno za rešetke. Tudi veliko je zapiran, tudi prazni stol smo imeli iz Gruzije, to založnico. Tako da situacija je res dramatična in težko je
pravijo, da je njihov položaj se lahko spremeni, če bi se končno rešilo vprašanje ukrajinske vojne, da bi tam zavladal mir, so zelo odvisni od teh regionalnih in da bi se seveda tudi Rusija spremenila, ampak kot vidimo včeraj zvečer in vsak dan, da ruska agresija se nadaljuje in Ukrajina se zelo težko brani. No, imeli smo tudi delegatko iz Ukrajine, ki ni tako skrita, ker je angleška državljanka, že veliko let nam je zelo znana, Olga Mukha, in seveda je tudi pripovedovala o težavah, ki so, predvsem težavah zaradi napadov nenehnih. Uvodoma pa smo si ogledali film, ki ga je alžirski pisatelj, član slovenskega centra PEN Said Katibi, pripravil oktobra meseca lansko leto, oziroma pripravil ga je kasneje, ampak oktobra lansko leto je v imenu našega centra obiskal Ukrajino. Said je bil v Ukrajini v času Majdana in si je zelo želel vrniti in ukrajinski PEN organizira srečanja, kjer pač pokaže, kako se živi v času teh napadov in bombardiranj, in ta film je bil resnično pretresljiv. Said je v bistvu na ta način tudi osvešča arabski svet o tem, kaj se pravzaprav dogaja v Ukrajini, ker piše v arabščini za največje medije. Imeli smo tudi predstavnika iz Sudana. Sudan pripravlja, se nekako organizira, da bi imel tudi PEN center v egzilu. Težko ga bo imel v Sudanu in seveda tudi tam je tragedija vojne grozljiva, nekako ostaja v senci vseh drugih konfliktov. Seveda veliko smo govorili tudi o napadu na Iran in o predvsem težavah civilnega prebivalstva tam. Najprej je bil to režim, ki je v bistvu izvedel januarja masakr nad demonstranti. Še danes se ne ve točnih številk, ampak govorijo o 20 000 pobitih in skratka prizori so bili. Seveda iranski režim je takoj ustavil internet, da ne bi to prišlo v javnost, ampak je pricurljalo. Pogovarjali smo se tudi o položaju v Gazi, ki kljub premirju se napadi nadaljujejo. In ravno v intervenciji Saida Katibija, ki je pač poročal o Gazi, je pripovedoval zgodbo, ki daje upanje. Kako ga je nek knjižni klub, bralni klub iz Gaze spraševal nekaj o njegovem romanu. Torej ljudje med tistimi ruševinami še vedno najdejo knjige in prebirajo. Tako da upajmo, da so res knjige ne samo zatočišče, ampak tudi rešitev za človeštvo. Da je pero močnejše od meča, se nenazadnje zavedajo nedemokratični režimi, ki zapirajo pisatelje, pisateljice. V demokratičnih družbah, v miru, pa se zdi, kakor da so besede brez moči, podira se svetovni red in vsem skupaj se nam zdi, da ne moremo ničesar narediti. Ne? Kaj so mogoče pisatelji povedali v tem smislu, ali so tukaj, kjer živimo v blagostanju, besede lahko močnejše ali glasnejše od bomb? Postavili ste mi res tako težko vprašanje, ko vidiš, koliko tisoč otrok je umrlo v Gazi, koliko tisoč otrok je bilo na silo odpeljanih v Rusijo iz Ukrajine. To vse človeka seveda globoko pretrese in pisatelji smo tukaj, da tem številkam, ki so enormne, damo nek človeški obraz, da povemo njihove intimne zgodbe, ker tako kot smo ravno kar na razstavi slišali osebno zgodbo Borisa Novaka o dogajanjih v Sarajevu in o temu pač tej misiji v Sarajevo, tako so tudi ti ljudje izjemno pomembni. In pisatelji imamo to vlogo, da dokumentiramo, da literarno presnujemo vse te stvari in da se nekako ohranijo za prihodne rodove. Ali je pero močnejše od meča, ste me vprašali? Očitno ja,
ker vsi avtoritarni režimi, ki vznikajo po svetu, kot gobe po dežju nažalost, in se drugega gledajo, kako postati čim bolj učinkoviti avtoritarec, diktator, se najprej spravijo na umetnike, na umetniško besedo, na novinarje in na pisatelje seveda in pisateljice. Tako da, ja, imamo moč. Naša moč mogoče na prvo žogo se ne zdi tako pomembna, ker proti bombam nimamo obrambe, ampak če pa pogledamo v časovnico, recimo 100 let slovenskega pena, pa vidimo, da ja. V središču generalne skupščine je bil tudi tokrat tema razkroja svetovnega reda. V kakšno smer bo šla oziroma gre osnutek resolucije, ki naj bi jo PEN sprejel potem na jesenskem kongresu? Zdaj smo v fazi, ko nekako zbiramo ideje in ko smo razpravljali precej odkrito o teh osnovnih točkah, ki so pomembne za to resolucijo. Podobno resolucijo smo sprejeli že v Krakovu, vendar žal se je v enem letu, oziroma niti ne v dobre pol leta, svet popolnoma podrl. Predvsem se je podrl pravni red. Nekako, če pogledate sodišča, mednarodni sporazumi o jedrskem orožju, vse je propadlo praktično. Ni več nobenega okvira, predvsem za dežele, ki imajo apetite po drugih deželah, ki mislijo, da enostavno, ne vem, jaz moram dobiti Grenlandijo, je recimo stavek, ki ga vedno znova slišimo, ne. Torej, podrl se je pravni red in na to bomo seveda opozarjali v tej resoluciji, bomo pa tudi pozivali pisatelje in javnost, da se nam v temu kriku po svobodi govora in po demokraciji in miru pridružijo. Oseminpetdeseto mednarodno srečanje pisateljev in pisateljic za mir se je v ponedeljek začelo z dogodkom Bled pred Bledom, književnost iz zapora. V pogovoru, ki ga je moderirala pisateljica Selma Skenderović, predsednica Mladega PEN-a, so trije avtorji, kurdski pisatelj Burhan Sönmez, čilski pesnik Herman Rojas in hrvaška avtorica Luiza Buharova razpravljali o vlogi literature ter odgovornosti pisateljev in pisateljic v času globalnih kriz. Prispevek je pripravila Sanja Rejc. Blejsko pisateljsko srečanje je letos potekalo pod geslom Nikoli več spomin v književnosti. V ospredju razprav so bila mesta, kjer se trenutno dogajajo največji konflikti. Gostje prvega omizja, književnost iz zapora, so opozorili na dejstvo, da je svoboda izražanja še vedno marsikje omejena, da nikjer ni samoumevna in da se je zanjo treba neprestano boriti. Burhan Sönmez, turški pisatelj kurdskega rodu, je poklicno pot začel kot pravnik na področju človekovih pravic. Pisati je začel v izgnanstvu. Sönmez, tudi trenutni predsednik Mednarodnega PEN-a, o poslanstvu združenja. Our main focus is individuals, protecting writers. Osredotočamo se predvsem na posameznike, zaščititi skušamo pisatelje in druge, ki delujejo na področju knjig ter njihovo svobodo izražanja po vsem svetu. Svoboda za vsakogar, ki bere, objavlja ali piše, je za nas bistvenega pomena. Vendar pa trenutno po svetu spremljamo tudi nekaj, kar presega posameznike, družbene in politične procese, ki se odvijajo povsod. Opažamo vse več teženj k populistični politiki, ki skuša zatirati svobodo ljudi na vseh ravneh, ne le za pisatelje ali novinarje. V vseh delih družbe postaja svoboda v očeh teh novih političnih sil nekaj nevarnega. Prizadevamo si zaščititi pisatelje kot posameznike, hkrati pa poskušamo ustaviti
zaustaviti ta val populističnega, avtokratskega gibanja. Stop this wave of populist, autocratic movement. Čilski pesnik Herman Rojas, predsednik odbora pisateljev in pisateljic za mir pri Mednarodnem PEN-u, ima tudi sam težko izkušnjo zapora, mučenja in izgona. Kljub negotovemu stanju sveta je optimist. In my personal case, I was behind the bars. So for me it's Sam sem bil za zapahi, zato je zame pomembno, da s pisanjem literature ubesedimo lastne izkušnje in smo priča tega časa in, kar je zelo pomembno, da predajamo naprej sporočilo upanja. Kljub vsem težavam, stiskam in tragičnim trenutkom v takšnih okoliščinah ter spoznanju, da si vse to preživel, je pomembno posredovati sporočilo, ki bo mlajšim generacijam prineslo upanje. Z mojega zornega kota nihče ne bi smel biti zaprt zaradi svojega razmišljanja. Če lahko kot Mednarodni PEN storimo karkoli, da prepričamo vlade ali vplivamo na odločitve glede pisateljev za zapahi, bomo to tudi storili. Za nas je obramba svobode izražanja in človekovih pravic nasploh temeljna. Kljub temu, da sem govoril o upanju, moram povedati, da je človeška vrsta edina, ki vedno znova ponavlja iste napake. Lagal bi, če rečem, da čez 50 let ne bo več pisateljev za zapahi in prav zato je pomembno, da naredimo vse, kar je mogoče, da ljudi, še posebej mlade, prepričamo in spodbudimo k spoštovanju drugače mislečih, različnih etničnih skupin in veroizpovedi ter vztrajati pri ideji, da smo vsi ena človeška vrsta. religions, ethnical groups, etc. To insist in this idea that we are only one human species. Omizje je zaokrožila hrvaška pisateljica mlajše generacije Luiza Boharova, ustanoviteljica nevladne organizacije Skribonauti, ki skrbi za umetniške programe za marginalizirane skupine, predvsem otroke in mladostnike v otroških domovih ter odrasle v zaporih in kaznilnicah. O svojem delu je povedala. Well, I've been doing different types of creative workshops and cultural programs in prisons. Že od leta 2011 izvajam različne ustvarjalne delavnice in kulturne programe v zaporih in kaznilnicah na Hrvaškem, torej približno 15 let. Na začetku sploh nismo razmišljali o vstopu v zapore in osredotočanju na to področje. Ustanovili smo organizacijo, saj smo želeli umetnost in kulturo približati ljudem tam, kjer so, še posebej tistim na obrobju družbe. In tako smo nekako vstopili tudi v ta sistem. Za nas je izkušnja v zaporu precej drugačna, saj gre za izkušnjo razumevanja in ustvarjanja skupnosti med ljudmi. Jo je pri delu v zaporu kaj presenetilo? I think maybe it's not necessarily the most unexpected thing, but it's one thing that we never think about. Mislim, da to morda ni nujno najbolj nepričakovana stvar, je pa nekaj, na kar nikoli ne pomislimo. Kamorkoli po Hrvaški smo šli, so bili z nami različni pisatelji, umetniki in člani naše ekipe. Povsod pa smo na koncu srečali nekoga, ki smo ga poznali odprej, naprimer ljudi, ki so bili naši sosedje, znanci. Nekateri so srečali nekdanje sošolce, s katerimi so hodili v srednjo šolo, osnovno šolo ali celo na univerzo. Mislim, da je bil to pomemben opomnik, da so ljudje v zaporu sicer ločeni od nas, vendar so bili nekoč del naših življenj in bodo zelo kmalu spet postali del naših življenj. Ob pogovorih PEN simbolno ob prisotne razpravljavce postavi tudi prazen stol, ki predstavlja enega izmed zaprtih avtorjev. Ta večer so ga namenili eritrejskemu književniku Amanuelu Asratu, ki je bil aretiran leta 2001 skupaj še 16 novinarji. Vse od takrat je zaprt, informacij o natančni lokaciji in njegovem zdravstvenem stanju ni.
V soboto so v Prešernovem gledališču Kranj razglasili zmagovalke in zmagovalce 56. tedna slovenske drame. Gledališkega festivala, na katerem med drugim vsako leto podelijo Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev ter Grumovo nagrado za najboljše slovensko dramsko besedilo. Več o dogodku pa Ana Lorger. Na 56. tednu slovenske drame v Kranju se je v tekmovalni program uvrstilo 7 predstav. Letošnjo strokovno žirijo so sestavljali Nika Arhar, Alja Predan in Maksimilijan Can. Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev ter nagrado občinstva je prejela predstava 1973, ki je zasnovana kot 4,5-urna gledališka proslava. Gre za transgeneracijsko dokumentarno fikcijo, več režiser predstave Tomi Janežič. Ta predstava je del dodekalogije 12 predstav, v bistvu celoletne predstave, ki se je januarja lani začela z predstavo 1972, ki je za eno gledalko in enega gledalca v prikolici. No in naslednja predstava je 1973, ki v pravem smislu odpre dodekalogijo, razpre to mrežo odnosov. Tukaj gre za medgeneracijske, družinske zgodbe, ki so povezane z različnimi življenjskimi usodami in povezujejo mesto Gorico in Novo Gorico z drugimi mesti, v katerih so tudi nastajale predstave v tujini, recimo Ivano-Frankivsk, Temišvar, Novi Sad. Predstave, ki so nastale tam, so potem tekom leta tudi gostovale v Novi Gorici. Ta predstava je bila v marsičem seveda zame posebna. Za to predstavo smo zelo skrbno načrtovali proces ustvarjalni, ki je bil zelo dolg in se mi je zdel res kvaliteten in skupina, ki se je zbrala v tem projektu, je bila preprosto fantastična. No? Posebno nagrado tedna slovenske drame je po presoji žirije prejela dokumentarna predstava Anhovo. Zgodba je postavljena v Soško dolino, ki jo zastrupljata azbest in cement. Komisija je izpostavila poglobljeno analitičnost, ki se v predstavi prepleta s poetičnimi elementi in tako vzpostavlja družbeno-politični dialog. Žiga Divjak, režiser predstave. Gledališki procesi so relativno kratki za obdelavo takih tem, tako da smo se že tako na začetku povezali z Jasmino Jerant, ki je napisala knjigo Primer Anhova, in Moniko Vajs, ki sistematično pokriva, kako kapital na račun okolja uničuje naše življenje in bodoče življenje. In potem smo skupaj raziskovali, kar je bilo že zapisanega, povezali smo se z ljudmi, ki živijo ob tovarni, z ljudmi, ki so se borili proti njej, z zdravnicami, ki so izkazali neverjeten pogum in človeškost v vsem tem boju, z ostalimi ljudmi, ki so to pokrivali in na nek način začeli počasi oblikovati predstavo in gledališko besedilo. Nekako največja tragika Anhovega je ta, da se v bistvu, ko se še ena zgodba še zaključila, se je že začela druga zgodba. Torej, ko še niso vse tragične posledice azbesta in bolezni, ki jih ta uporaba azbesta pripelje, še se izpela, ljudje še zmeraj trpijo in na novo zbolevajo, so tam začeli sosežig odpadkov, ki je prav tako strupen in prav tako problematičen, še toliko bolj problematičen za ljudi, ki imajo že bolezni na pljučih. Prav tako pa so Katarina Morano, Žiga Divjak s strokovnima sodelavkama Jasmino Jerant in Moniko Vajs za besedilo Anhovo prejeli nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo. Za kakšno besedilo gre, Katarina Morano? Hibrid vseh možnih načinov zbiranja zgodb in podatkov in informacij. Šli smo na teren, dobivali smo se z domačini, z ljudmi, ki so z nami pač delili svoje zgodbe, tudi z igralsko ekipo smo šli na teren, da bi se spoznali, da bi videli, kaj delamo. Vse nas je zelo navdihano in močno prizadelo in nosimo te zgodbe še danes sabo in mislim, da je za vekomaj. No? Nagrado 56. tedna slovenske drame za najboljšo igralko je prejela Jana Zupančič. Za vlogo Tine v predstavi Zakaj sva se ločila. Igralka pojasni, v čem jo je vloga najbolj zaznamovala. Ja, mogoče v tem razmisleku o tem, kako živimo, a ne danes, ta naša družinska življenja, no, recimo, ali partnerska življenja, pa da se mogoče je to ločevanje, ne, oddaljevanje ali pa zbliževanje lahko pol tudi, ne, da so to, ke po moje stvari slehernega para, no, tako si mislim in me to tudi na nek način tolaži.
Nagrado za najboljšega igralca je prejel Matej Puc za vlogo Tineta, prav tako v predstavi Zakaj sva se ločila. Komisija pa je podarila njegovo virtuoznost pri preigravanju različnih registrov. Jaz sem se našel v ogromno situacijah in to tudi v njenem liku in v svojem. Tekst sam je bil tako nekako mojstersko spisan, da sem imel dosta teh identifikacijskih točk. Nagrado Zofke Kveder za najboljše dramsko besedilo mladega dramatika je prejela Iva Štefanija Slosar z besedilom Prvič so demokracijo izumili na Agori, drugič pa v gasilskem domu. Gre za komedijo, ki govori o problemu prilaščanja javnega interesa in prostora v sodobnem času. Nagrado Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih 2 letih je prejel Goran Injac, dramaturg, kurator, predavatelj in nekdanji umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča. Nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo pa je prejela Bogomila Kravos, teatrologinja, ki se je sistematično lotila raziskovanja slovenskega gledališča v Trstu. Bliža se 23. april, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, in s tem se bližajo tudi 31. slovenski dnevi knjige. V sodelovanju s partnerskimi mesti, okoli 20 jih je, jih organizira Društvo slovenskih pisateljev. Program pa je združen pod temo Besede za prihodnost. Prispevek sta pripravila Jolanda Fele in Vlado Motnikar. Od epidemije covida naprej so bili slovenski dnevi knjige razpršeni po vseh pomladnih mesecih, po 5 letih pa se vrhunec vendarle spet vrača k 23. aprilu, svetovnemu dnevu knjige in avtorskih pravic. V Ljubljani bo dogajanje zgoščeno na četrtek in petek, potekalo pa bo v Križankah, programski del v Viteški dvorani, sejem pa na Peklenskem dvorišču. Vodja festivala in knjižnega sejma je Miha Mavrič. Glede na to, da je leto tako Srečka Kosovela kot leto Zofke Kveder, zato se nam je zdelo primerno, da se obema velikima literarnima ustvarjalcema iz naše literarne zgodovine, ki sta oba še zmeraj izjemno aktualna zaradi svojih besedil, posvetimo v okviru tega festivala. Tako da bomo organizirali v četrtek 23. ob 16:20 dogodek od Zofke Kveder do danes, kjer bodo vrhunski strokovnjaki in ljudje, ki študirajo njeno življenje in delo, osvetlili predvsem aktualnost njenih tem in njen odmev v sodobnem literarnem prostoru. Kar se tiče Srečka Kosovela, bo pa v petek ob 18:15 pogovor o tem, zakaj poezija Srečka Kosovela ostaja aktualna in prodorna, ter kako njegove vizionarske ideje še vedno rezonirajo v sodobnem času. V Ljubljano prihaja tudi na vaše povabilo eden izmed mednarodno uveljavljenih avtorjev. Drži, zelo sem vesel, da bo nas obiskal Igor Štiks, slovenskim bralcem precej poznan avtor, ki ima tudi več knjig prevedenih v slovenščino. Kar je pomembno, je to, da ni samo velik romanopisec, ampak je tudi velik intelektualec, je filozof, je premišljevalec časa, ki mislim, da je še posebej glede na razmere v svetu, ki so zelo, zelo kompleksne in zelo težke, da bo tu lahko ponudil, bi rekel, nek zelo dragocen pogled na tudi situacijo v svetu, ne samo znotraj literarnega prostora. In tudi pogovor o umetni inteligenci bomo lahko poslušali. Drži, razprava bo potekala o umetni inteligenci v kontekstu založništva. Sodelovala bosta predstavnik Cankarjeve založbe in založbe San o tem, kako se založniki soočajo z
vedno večjim vplivom umetne inteligence in kako v bistvu založništvo sploh v bodoče preživi znotraj digitalne transformacije in kako se sooča z etičnimi vprašanji, ki so s tem povezani in seveda z vprašanjem avtorskih pravic. To se nam zdi še posebej glede na to, da praznujemo ravno ob 23. tudi Svetovni dan avtorskih pravic, se nam zdi to še posebej nekako fino umestiti v ta čas. Umetna inteligenca, kot vemo, se zelo razvija, predstavlja na nek način pomoč, na drugi strani pa veliko grožnjo, tako da se nam zdi prav, da v tem trenutku osvetlimo tudi to zelo aktualno in vedno bolj aktualno vprašanje. Programski del v Ljubljani se bo končal s premislekom o medsebojnem vplivu in prepletu političnega in kulturnega diskurza. Zaključen dogodek v Križankah, torej v petek 24. ob 20. bo razprava o tem, kako politični diskurs vpliva na kulturo ali obratno. Razprava bo torej osvetlila, kako jezik soustvarja družbo in kulturo ter razmisle o medsebojnem vplivu političnega in kulturnega dialoga. To se nam je zdelo, da je v času, kjer smo spremljali izjemno brutalno predvolilno kampanjo, kjer vidimo, da je nivo dialoga torej pada, se nam zdi pomembno izpostaviti tudi to, kako politični diskurs kako vpliva na druge sfere družbenega življenja in v tem konkretnem primeru na kulturni prostor. Dogajanje 31 slovenskih dnevov knjige povzema tematski naslov Besede za prihodnost. Pojasnjuje ga vodja pisarne Društva slovenskih pisateljev Glorjana Weber. Srednjo temo Besede za prihodnost smo razdelili v 3 sklope, ki jih ta tema povezuje. In sicer prvi je misel v dialogu. V okviru tega sklopa potekajo številne okrogle mize, pogled v zgodovino, razprave, pogovor s tujim avtorjem in tudi bolj tematsko orisan pogovor z naslovom V žarišču. Potem drugi del smo pa naslovili Beseda v obtoku, v okviru katerega se na sejemskem delu, kot običajno vsako leto, predstavi letos kar 32 razstavljalcev, kar je 10 več kot lani, in potem pa tretji del, Ritem po besedi, ki je pa bolj prežet za glasbo in pa DJ programom. In to združuje torej prvi in drugi dan, medtem ko v soboto se pa selimo na literarni avtobus v smeri Kranja Gorenjske. Ja, literarni avtobus, ki je kot rečeno novost letošnjega festivala, bo potekal prvič po poteh dediščine nekako Franceta Prešerna, torej bodo 3 branja, v sklopu tega eno v Prešernovi rojstni hiši, drugo v Radovljici v knjižnici Tomaža Linharta in na koncu še v Kranju v atriju Prešernovih nagrajencev. Skratka, za prvi literarni avtobus smo se odločili, da gremo po poteh našega najpomembnejšega pesnika. V prihodnjih letih je pa plan obiskati tudi druge regije in jih povezati z avtorji, ki so izhajali iz tistih okolij. Slovenski dnevi knjige segajo tudi čez državno mejo, okoli 20 mestom se je namreč pridružil tudi Trst. Partnerska mesta sicer samostojno pripravljajo program, poudarki so precej različni in tudi organizatorji so raznovrstni, največ je knjižnic, poleg njih pa tudi založbe, knjigarne in drugi. V Ljubljani se je 12 knjigarn celo povezalo in skupaj vabijo na praznik knjigarn. Partnerska mesta so zelo dragocen del slovenskih dnevov knjige. Letos me veseli, da smo uspeli pridobiti 19 partnerskih mest, od večjih mest do tudi manjših, veliko je tudi novih. Celoten program, ki ga izvajajo posamezna mesta, je na voljo na spletni strani www.dneveknjige.si. Program je zelo raznolik, marsikdo izmed njih se tudi posveča, recimo Kosovelu in Zofki Kveder v teh časih, tudi kakšen drug dogodek je vezan na umetno inteligenco, sicer so pa ponavadi v ospredje stopajo v posameznih okoljih lokalni avtorji, lokalni literarni ustvarjalci, lokalni založniki, tako da je ta program nekako bolj regionalno usmerjen kot naš, ki je nekako srednji in vseobsegajoč v tem smislu. Ob vsej raznovrstnosti dogodkov pa je namen slovenskih dnevov knjige vendarle skupen: pritegniti k knjigam in branju čim več ljudi. Poslušali ste oddajo Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Iza Pevec, Suzana Vahtarič, Aleksandar Čobec, Sanja Rejc, Ana Lorger, Jolanda Fele in Vlado Motnikar. Prevode sta brala Igor Velše in Mateja Perpar. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvok in montažo je poskrbel Liam Samsa, oddajo pa sem uredila in vodila Tesa Drev.
Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podkaste.